Ja, mislim, ideja se je začela tako, da sem jaz prebral to nekropolo in me je zelo, zelo presenetila. Presenetilo to, da je tako lepo gospod Boris Pahor opisal vse te trenutke in ja, trenutke, ki jih je doživljal v tistem času v taborišču. Tako da sem si rekel, ok, Juri, zdaj bi lahko nekaj tudi narisali o tem, ne? Ker tudi to, da mlajše generacije bi lahko prebrale to knjigo, ne? Meni se je zdela ena pač luštna ideja. Tako da sem potem jaz takoj klical gospoda Pahorja in mi je potrdil, da gremo z idejo naprej. Tako da sem jaz potem, to je bilo, leta 2020, takrat smo bili v pandemiji, verjetno mi je še pomagalo to, da smo bili. Sem začel s skiciranjem pa idejo, pa nisem vedel, če bo to risoroman ali neka ilustrirana knjiga še. Da sem potem to zaključil po 2 letih, konec maja pravzaprav, leta 2022. Še najbolj pretresljivo je bilo to, da ob zaključku, jaz sem se vsel zjutraj ob 8, nekje 8:30, in sem jaz prav zaključil, oziroma sem prižgal računalnik, pa mojo digitalno tablico, in takrat sem bil jaz na predzadnji strani, majhen spoiler, ko Pahor odide oziroma vstane in gre z mize. In takrat sem jaz pustil svinčnik, ker sem mogel pogledati še telefon, ne pač. In v tistem trenutku mi je ravno pisal oče, da je pač Pahor odšel za vedno, in to je bilo res grozno, trenutek je bil enkraten in žalosten. Žalostno je, da ni dočakal knjige, ampak vseeno poklon Pahorju.